Živijo, danes se bomo dotaknili teme, kako oblikovati thumbnail oziroma naslovno sliko. Nekatere je zanimalo in sem rekel, zakaj ne bi še to vam posnel. Nekaj časa že nisem objavljal, pa dajmo kaj koristnega spet objaviti. In sicer, kako in na kakšen način in kje urejati popolnoma brezplačno neke slike, fotografije. Zdaj to ni neko urejanje v smislu nekega Photoshopa, nekega profesionalnega dizajnerstva, ampak so to neke enostavne strani, kjer lahko neko poljubno sliko urejate, nekam dodajate, tekst dodajate, tudi videe se da urejati en del. Tako da te slike tukaj, ki jih vidite, kar sem jaz nalagal, vidite, da je vse na isti način narejeno, se pravi, sem vzel nek template iz spletne strani in naredil. In katera spletna stran je to? To je canva.com. Na Canvi imate ogromno drugih stvari tudi. Zdaj imate recimo možnost za Instagram slike, za poste delati. Imate recimo za Facebook story, Instagram story. Vidite, da imate vse tukaj, lahko naredite sliko, ker bo v pravi velikosti. Pasica za YouTube, kar pomeni naslovna, gor na vrh slika. Potem sličica, katero bomo mi delali. Video posnetke lahko urejate, lahko delate kakšne logotipe, naslovnice za Facebook. Zdaj tisti, ki veste in me spremljate na Facebooku, veste, da sem si naredil tudi naslovnico za Facebook novo in sicer tukaj recimo vidimo. In to je dejansko narejena slika v Canvi. Zdaj, na kakšen način je narejena? Vzel sem neko brezplačno ozadje, ki sem ga najdel na spletnih straneh, kjer brezplačno ponujajo te slike. Zdaj, te slike tukaj noter v črkah Dreams so moje. Zdaj, na kakšen način pa dobimo noter v črko D? Dajmo si pogledati na hitro. Tukaj imate elemente, potem imate črke in oblike in tukaj si lahko pod prikaži vse najdete, kaj vse vam ponuja. Zdaj pa, ker bomo mi iskali, ker so tu samo črte in oblike, mi pa želimo dodati noter neko fotografijo, bomo šli malce dol in imamo tukaj okvirje in mreže. In v mojem primeru sem vzel nek okvir, damo prikaži vse in ko greste niže, boste videli, evo, tukaj so te črke. In vidite, da tale D sem enostavno prijel in ga date noter v svojo sliko, katero hočete delati. In zdaj vidite, da je ta slika modro-zelena, kar pomeni, da tukaj not ni slike. Zdaj, kako dodate sliko? Sliko si naložite pod naloženo vsebino in tukaj so različne slike noter. In vidite, tukaj imam tudi svoje slike noter in bi recimo lahko naredil isto sliko, kakor jo imam, se pravi, da dodamo, da boste videli, da je zadeva lahko ista. Se pravi, primete sliko, ki jo želite dodati, jo držite in potem vidite, kaj kar skoči noter. Dokler ne bo skočilo v samo okvir, v samo črko, bo šla ta slika kam drugam. In vidite, z vijolično se obarva tista črka, v katero bomo dodali. Dokler držite na miški tipko, ne bo nikamor skočilo, ko pa rečete, ok, tukaj je pazita pravi okvir, pa samo spustite in je noter. In tu potem enostavno premikate, kamor želite. Če vidite, da ste zafrkali in ni prava slika, želite neko drugo, enostavno primete sliko in jo date noter. In vam bo zamenjalo sliko in imate drugo. Ok. To je ena izmed stvari. Kako delamo napise? Tukaj le vidite besedilo. S tem, da ja, verjetno ste opazili, da je to v slovenščini, kar je veliko lažje. Torej, dodate lahko različne naslove, spet imate tukaj neke zadeve, ki vam jih ponuja, neke vsebine, neke vnaprej narejene oblike, kjer boste imeli tole z pro napisom in pa kronnico. Tu so plačljive zadeve, tako da izberite si tiste, ki niso plačljive. Zdaj, v mojem primeru verjetno bi najdeli kakšno podobno. Če pa nimate nobene tukaj ne najdete, si jo enostavno oblikujete. Date tukaj, dodajte tekst, recimo make your smo tlele dali
zberete tekst, ki ga želite, spet glejte take, da so seveda brezplačni, glejte take, da imajo mogoče šumnike, ker nimajo vse črke šumnike, in recimo, da najdemo primer Purple Purse, niti nima veze. Potem lahko oblikujete, kakšne barve naj bo, potem lahko dodate črte, učinke različne, se pravi, da želite, da je mogoče to v nekem okvirju, da želite, da je na tak način. Se pravi, ogromno imate možnosti, ozadje potem lahko spremenite, potem recimo obliko oziroma barvo tega in potem to lahko premikate, kamor želite. Zdaj, včasih boste videli, tako kot vam jaz zdajle primer, ker je toliko stvari že noter, ne morem prijeti te zadeve. Tako da, evo, zdajle mi je ratalo. Premikali boste na tak način, da kadar označite, enostavno primete z miško in premaknete, kamor želite. Se pravi, tu jaz zdaj premaknem, kamor želim. V našem primeru tudi vidite, katere črke sem imel. In na tak način si v bistvu naredite, recimo v mojem primeru Facebook. Tukaj lahko pogledamo, se pravi, sliko, ki jo vidite, ki sem jo naredil. Se pravi, kako narediti YouTube naslovno sliko. In potem, ko boste imeli enkrat narejeno, dejansko najbolj enostavna zadeva je, ko greste nazaj na Canvo naslednjič, boste imeli tukaj že vnaprej neke narejene. In enostavno klikate gor na njo in preoblikujete to, da imate čim bolj enake thumbnaile. Zdaj, če rabite za kakšno drugo zadevo, si boste pač druge stvari preurejali. Jaz verjamem, da marsikakšen, ne vem, bi samo dodal, ne vem, za kakšne misli, recimo pozitivne misli, sem jaz recimo to delal tukaj v Canvi, oblikoval in jih dajal na motivacijsko-energetski trening, ogromno sem delal s tem. In ja, za tiste, ki vas pa zanima, kje dobiti brezplačne slike, kakor so recimo te slike, te slike recimo ni bilo tukaj noter. Če hočete dodati druge slike, imate tukaj pod elemente in pa pod fotografije različne brezplačne fotografije. Kakor smo spet rekli, v primeru, da je tukaj kronica, ni to brezplačno, ampak je plačljivo. In pod naložene vsebine si nalagate vi noter, kar želite. Vidite, pod naložene imam noter te dve slike, ena je za ozadje, ena je za tole sliko. In na kakšen način in kje dobite, kakor sem rekel, lahko kliknete zgorej, kjer sem zdaj odprl tale povezava in greste do povezave do posnetka, kjer razložim in vam povem, kje najdete več teh brezplačnih linkov in pa strani, kjer boste brezplačne slike uporabljali, ali pa od spodaj v opisu. Zdaj, jaz upam, da je komu ta zadeva koristila in se vidimo naslednjič v kakšnem novem izobraževalnem videu. Lep dan vam želim. Čau!